Dober večer vsem, hvala spet za lep obisk, še posebej zato, ker je ponovitev. V bistvu to smo prvič naredili, ampak je bila toliko velika reakcija in toliko ljudi me je pa še sprašval, pa cukal za rokav še za razne podrobnosti, pa če bom še kdaj to imel, tako da smo se odločili, pa zdaj imamo drugo vajo in upam, se bom potrudil, da bo to dobra kot prva, ali pa še boljša. No? Se pravi, po vaši zahtevi gremo še enkrat potapljati Titanik. Ampak ne bomo tako izkočili na nesrečo, ampak bi rad še malo povedal drugih stvari, torej, da začnemo na začetku. Seveda vsi vemo, nesreča se je zgodila na Atlantiku in Atlantik je že stoletja najbolj prometna vodna pot na našem planetu. Najprej so ga prečkali z jadrnicami, potem od začetka 19. stoletja nekako pa je tudi ga uspešno prečkala prva jadrnica s pomožnim parnim strojem, ki je sicer rabila za pot 26 dni. Potem je se pojavil prvi parnik, ki je uspešno prestal to razdaljo in nekaj časa so ocean prečkali in z jadrnicami in s parniki. Potem nekako v 1880 letih pa so jadrnice pač postale bistveno počasnejše od parnikov in so zato seveda samo še parniki pluli. Zlasti v Veliki Britaniji v tem času so začele cveteti ladijske družbe in tako je konec 60-ih let 19. stoletja v Londonu en poslovnež Thomas Ismay skupaj z dvema družabnikom ustanovil podjetje, ki je zaslovelo pozneje kot White Star Line. Takoj so sklenili ekskluzivno sodelovanje z neko ugledno ladjedelnico Harland & Wolff v Belfastu na današnjem Irskem. In ta družba se je začela ukvarjati zelo intenzivno, predvsem s prevažanjem Evropejcev v ZDA, ki je takrat seveda bila dežela priložnosti. In sicer začeli so v redu, ampak 4 leta po ustanovitvi je pa sledil zelo hud udarec. Namreč ob ameriški obali je nasedla in se potem potopila ladja, ki je bila pod White Star Line, imenovana Atlantic. In reševanje je bilo silno kaotično in umrlo naj bi vsaj 535 ljudi in med njimi so bile vse ženske na krovu in vsi otroci razen enega 12-letnika. Za nekaj let je bilo zaupanje v White Star Line zelo omajano. Potem so se ga pa uspešno povrnili, ko so zgradili dve neki novi ladji, Britannic in Germanic. In s tem, da so se začeli zelo angažirati pri udobju svojih ladij. Namreč do takrat so bile ladje v glavnem neprijetne in mračne in klaustrofobične za potnike. Recimo Charles Dickens je zapisal: kabina je bila popolnoma nepraktična, docela brezupna in absolutno nenaravna škatla. Za spanje niso še nikoli napravili česa tako majhnega, razen krst. Verjetnost, da bi v to majčkeno kabino spravili prtljago moje žene, je bila enaka verjetnosti, da bi prepričali žirafo, naj zleze v cvetlični lonček. Skratka, zaradi vse večje tekme med družbami, tako tujimi kot domačimi, recimo Cunard Line je bila največji konkurent od White Star Line, pa nemške čezatlantske ladje. Skratka, so se v White Star Line odločili, da potnikov ne bojo privabljali s hitrostjo svojih ladij, ampak z udobnostjo. In tako so jeseni 1907 odločili, da bodo zgradili 3 nove ladje, Olympic, Britannic in Titanic. Te bi bile sicer počasnejše od konkurentov, ampak kot rečeno, precej prijetnejše za potnike. Tako da gradnjo Olympika so začeli v Belfastu 1908, od Titanika pa potem naslednje leto. Pri Titaniku so uporabili to neko posebno metodo gradnje, namreč ugradili so 15 prečnih pregrad vzdolž celotne ladje in se pravi, celoten trup je bil potem razdeljen na 16 vodotesnih oddelkov. Torej ideja je bila, da bi ladja lahko še plula, če bi imela 5 oddelkov pod vodo, kar je bilo seveda precej za takrat, kar inženirski dosežek. No in v tisku so se seveda začela zbujati mnenja, da je ladja praktično nepotopljiva in pa so te navedbe postale prerasle v trdovraten mit in sčasoma so mu začeli verjeti še v White Star Line. No, konec maja 1911 so potem Titanik splavili
tukaj še brez slavnih dimnikov. Kmalu je bil narejen preizkus delovanja ladje, ki pa so ga končali že v 8 urah. Čeprav je to ponovadi trajalo nekaj dni. Namreč sklicevali so se na dobre rezultate z že preverjenega Olimpika, ki so ga prej testirali, in pa sprotna testiranja posameznih strojev in mehanizmov na ladji. No, in po tem testiranju so dali zeleno luč za plovbo te 269 metrov dolge velikanke. Ladjo so razdelili na vrsto palub, torej označene s črkami od zgoraj navzdol. Na vrhnji palubi, torej nekako v višini, oziroma še nad črko A, je bilo urejeno sprehajališče z rešilnimi čolni, to je bil poveljniški most in kapitanovo stanovanje, prostor za telegraf in drugi prostori. Nad njim pa so torej stali ti 4 po 21 metrov visoki dimniki, od katerih je bil zadnji, kot je znano, samo kulisa namenjena za prezračevanje, ampak je bil pomemben zaradi vtisa mogočnosti. Namreč veliko potnikov tega časa se je odločalo, na kateri ladji bodo potovali, pravzaprav samo na podlagi števila dimnikov pri ladji. No, paluba A, torej najvišja, je bila polna razkošnih prostorov in seveda namenjena potnikom prvega razreda. Potem na palubi B ste lahko recimo našli Café Parisien, torej kavarna urejena po vzoru pariških lokalov. Kabine tretjega razreda so se potem vrstile od palube D do G in G je bila tudi zadnja paluba, na kateri so še bivali potniki. In na tej palubi je tudi se nahajal bazen za potnike, o katerem črna šala pravi, da je izreden inženirski dosežek, ker je v njem še danes voda. Čist na dnu so bile kotlovnice s parnimi stroji in pa prostori za prtljago potnikov in za zalogo hrane in pijače. Stikov med potniki prvega in drugega razreda na eni strani in potniki tretjega razreda skoraj da ni bilo. In so bili nekako ločeni na ladji. Zdaj sobe tretjega razreda so bile precej skromne, ampak vseeno precej dostojnejše kot desetletja pred tem. Medtem je pa prvi razred seveda užival v kristalnih lestencih, svilenih tapetah, raznoraznih dragocenih preprogah, skulpturah, reljefih, kaminih, razljanem lesu in vse to seveda zdaj pooseblja to slavno stopnišče prvega razreda z uro in kupolo. No, za kapitana je družba postavila izkušenega Edwarda Johna Smitha, torej gospod na levi, ki je za družbo delal že 38 let in se je počasi pripravljal za odhod v pokoj in ki naj bi dal krstni plovbi Titanika nek ustrezen prestiž, ker je bil znan kapitan, ki je imel pravzaprav za sabo zveste potnike, ki so mu tako rekoč sledili z ladje na ladjo. No, potem prvi oficir je bil William McMaster Murdoch, ki je na srednji sliki, drugi častnik pa je bil Charles Lightoller, ki je na zadnji desni sliki, in oba sta skupaj s kapitanom prišla z Olimpika, ki so mu prej poveljevali. Tako da kapitan Smith je vodil približno 900-člansko osebje, največji del je bil raznih strežniki, natakari, sobari in tako dalje. Zdaj delna izjema, se pravi, da mu nista bila povsem pokorna, sta bila dva telegrafista, ki sta bila zaposlena pri Marconijevi telegrafski družbi in ne pri White Star Line, tako da sta ga sicer mogla ubogati, ampak ne do te mere kot vsi ostali uslužbenci ladje. Zdaj, glede na to, da je bila ladja nova in posadka zbrana z raznih ladij, se med njimi še ni mogel razviti nek občutek povezanosti, in prav tako niso dobro poznali tudi strukture ladje in to je tudi imelo pozneje nezanemarljiv vpliv. No, potem v prvih dneh aprila 1912 je Titanik priplul v angleško luko Southampton in med opravljanjem še zadnjih priprav čakal na svoje potnike. Potniki so prihajali iz cele Evrope, pa tudi izven nje, tako da je izpričano, da so bili tudi potniki iz Sirije, iz Kitajske, Japonske. Zdaj to, kar seveda nas zanima, za kar smo tukaj, so pa potniki z področja Slovenije. Jaz sem dokumentiral in tudi nasplošno nekako velja, da je na Titaniku potovalo 5 Slovencev.
Od tega so bili 4 Gorenjci, ki bodo pač v ospredju predavanja. In uporabljal bom seveda njihova ta izvirna slovenska imena, ker lahko v časopisih najdemo tudi celo množico germaniziranih, angliziranih ali pa preprosto napačno zapisanih imen, ampak da ne bomo komplicirali, bom seveda ta izvirna uporabljal. Prav tako vam ne bom takoj povedal, kdo je preživel in kdo ne, ampak bomo sproti probali razvijati to njihovo zgodbo, kolikor se pač da. No, se pravi, spoznajmo prvega. To je bil Franc Karun, gospod na sredini slike. Rodil se je decembra 1872, torej v času potovanja je bil star 39 let. Doma je bil iz Milj, torej vas med Britofom in Visokim, z obcestne domačije, ki danes nosi naslov Milje 14. Bil je sin enega kmeta, Janeza Karuna, ki je bil tudi doma iz Milj. Njegova mama Marija, rojena Treljec, pa je bila iz Predosel. No, ko sta njegova starša umrla, se je Franc poročil nekako na prelomu stoletja z Marjano Vombergar, ki je bila po rodu z Glin na Koroškem in skupaj sta imela 5 otrok. Frančiška, Urban, Manca, Franc in Marija. Zdaj nas bo v nadaljevanju predvsem zanimala ta Manca, torej srednji otrok, rojena julija 1907, ona je pa se prav druga z leve. No, Karun je bil torej eden od več 10 tisoč Slovencev, ki so zaradi slabih gospodarskih pogojev, gospodarske krize, drobljenja kmetij in tako dalje v tem času v Avstro-Ogrski svojo srečo želeli poskusiti na drugi strani Atlantika. No, in že jeseni 1904 je iz Hamburga prvič odplul v Ameriko. Pristal je v New Yorku in se potem odpravil v Chicago, kjer je že prej živela njegova sestra. Pri njej je živel 1 leto in se potem naslednje leto selil po raznih krajih. Potem se je vrnil v domovino, da bi uredil še selitev svoje družine v ZDA, ker menda ni želel, da bi denar, ki ga je pošiljal družini nazaj v Milje, da bi zbujal zavist pri sosedih. No, doma je bil samo 2 tedna in se potem vrnil v ZDA. Žena in najstarejša hči pa sta mu sledili potem decembra 1907. So pa pri Frančevi sestri, ki je živela blizu, so pustili to preomenjeno Manco, takrat staro šele 5 mesecev. No, in Franc je torej z delom družino se je živel v Chicagu in po nekaj mesecih pa so se preselili v nek drug kraj, in sicer Galesburg v Illinoisu. Torej na karti označen, ki se približno nahaja. No, tam je Franc postal očitno lastnik neke velike kuhinje. Namreč tam ne bi vsak dan nahranil okoli 100 ljudi. Zdaj nekateri tudi pravijo, da je bil neke vrste hotelir, da je imel v lasti nek hotel za železničarske delavce. Zdaj očitno je bil lastnik neke stavbe, ki se je imenovala Lindell House. To je bila neka opečnata stavba nekako iz sredine 19. stoletja, ki je stala na nekako mečkan izven centra naselja, blizu tam univerzitetnega kampusa današnjega. Naša zanimivost, torej najeminentnejši gost, ki ga je imela ta stavba v zgodovini, pa še preden je Karun prišel, je bil Abraham Lincoln. Namreč on je še kot republikanski predsedniški kandidat, torej ne še kot predsednik, se je ustavil v Galesburgu in v tej hiši na eni od predvolilnih debat. Zdaj to stavbo so podrli že pred leti, zdaj, kolikor sem jaz lahko gotovo, je to ta lokacija na desni sliki, torej nič posebnega. Danes v bistvu izpraznjeno začasno parkirišče. No, da bi se na enem mestu torej zbrala vsa družina, kar si je Franc Karun seveda želel, se je sredi marca 1912 s posredništvom nekega podjetja Franka Saxerja, ki je bil newyorški Slovenec, se je vkrcal na ladjo La Provence, da bi v Ameriko pripeljal še 4-letno Manco. No, in takrat je tudi izdal tole zahvalo v časopisu kot neke vrste priprošnja tudi pred potovanjem in se zahvalil najpomembnejšim ljudem v njegovem življenju. No, in to je išlo v ene parih časopisih ameriških Slovencev.
No, in ta del potovanja je potekal povsem v redu in brez problemov, torej prišel je v to domačo hišo v Miljah, ki še stoji. Prispel je potem 21. marca in tam ostal do večera 8. aprila, ko je potem skupaj z Manco krenil na pot. Še prej je romal na Brezje in za potovanje pripravil precej hrane in pa tudi domačega žganja, da bi ga lahko prodal ameriškim gostom. Domačim je tudi menda rekel, da naj ob križu v sobi prižgejo svečo, ki naj gori vse do njihovega srečnega prihoda v Ameriko. Torej, Francu in Manci se je pridružil še Frančev 33-letni svak, torej sestrin mož, Janez Markun, ki je bil kovač. On je bil doma iz Srednje Bele, blizu Preddvora. Ta njegova domača hiša, po domače Prkovač, je zdaj že zrušena. No, on je doma pustil ženo in 5 otrok, od katerih je bil najstarejši star samo 7 let. Da je v ZDA je želel samo za krajši čas, da bi zaslužil dovolj za poplačilo dolga, ki se ga je ravno takrat nakopal z nakupom nove domačije. Njegove slike nimamo, tako da pač tukaj ne morem predstaviti. Skratka, Franc Karun in Manca in Markun so potem potovali skozi švicarski Basel. Tam so v neki agenciji kupili karte za 3. razred Titanika. Zdaj, čeprav poznamo celo zaporedne številke njihovih kart, pa se razlikujejo podatki o tem, koliko so plačali za te karte. Tako da imamo različne vsote v frankih, ki sem jih jaz upam, da kolikor toliko adekvatno prevedel v evre. Skratka, plačalna je bil okvirno med 520 pa 960 evrov za eno karto. No, potem so pa z vlakom nadaljevali pot proti francoskemu pristanišču Cherbourg, ki ga bomo še omenili. Na zadnji gorenjec, torej 4. je Janko Volk. On je bil samski 21-letnik z Jesenic, delavec, aktiven član Sokola, tukaj tudi nosi sokolsko uniformo. Ko je gledal te množico jeseniških delavcev, ki so odhajali v delo v Ameriko, je tudi njega zamikalo poskusiti srečo. No, in na jeseniški železniški postaji se je potem 6. aprila 1912 poslovil od staršev, čeprav ga je mama menda prosila, naj vsaj še za veliko noč ostane doma, ampak Volk je bil neuklonljiv in v Ameriko ga so potem pisali časopisi vlekla neodoljiva oziroma tajna sila. No, on se je namenil v enem naselju v Minnesoti, St. Joseph, kjer je takrat že delalo precej gorenjcev. No, svoje vstopnice za 3. razred je prav tako kupil v Švici, samo da pri nekem drugem agentu, v nekem mestecu tik ob meji z Liechtensteinom. Zdaj ona bi pa očitno plačal precej več za karto, ne vem zakaj, ampak preračunano ne bi bilo to danes 1600 evrov. No, to dan je potoval do Cherbourga, kjer se je potem tudi on ukrcal. No, ostane se prav še zadnji Slovenec na ladji in edini, ki ni bil gorenjec, pa zdaj o njem so podatki precej skopi, tako da zanj bi razkril tudi končno usodo že zdaj, ker enostavno ni veliko za povedati. Se mi pa zdi prav, da ga omenimo, ne, da se ne omenjujemo samo na gorenjce. Torej, šlo je za Jakoba Pašiča, tudi on je bil star 21 let, tako kot Volk. Bil je kmet iz vasi Štrekljevec, blizu Semiča, torej Belokranjec. In njegovo življenje je bilo burno še pred vkrcanjem na Titanik. Namreč želel se izogniti vojski. In zato je marca 1912 hotel s prijateljem pobegniti v Ameriko, ampak jih je na ljubljanski železniški postaji aretiral orožnik. No, in potem je bil 2 tedna zaprt in takoj, ko so ga izpustili, je izginil. In prišel je do Basla in kupil karto za 3. razred Titanika in se tudi uspešno prebil do ladje. No, on je želel priti do rudarskega naselja Aurora v Minnesoti, kjer je že živelo okoli 600 Slovencev, ampak mu ni bilo usvojeno. Skratka, to se ve, da je potonil in trupla niso nikoli našli. Se pa menda pojavljajo v tem Štrekljevcu po okolici zgodbice prebivalcev, ki so zelo fantastične in govorijo, da je Pašič ne samo preživel, ampak tudi se je pretihotapil v Južno Ameriko in imel tam farmo in potem umrl desetletja pozneje od ugriza strupenjače. Ampak nič od tega ni dokazano, saj ne, da bi jaz vedel.
Na 10. aprila 1912 je torej Titanic izplul iz angleške luke Southampton. Usmeril se je proti Franciji, se pravi, to so zadnje fotografije Titanika na angleškem teritoriju. Se pravi, potem je pa prišel do tega francoskega pristanišča Cherbourg. Tam so se istega dne zvečer ukrcali potniki, ki so prihajali z evropske celine. Ladja je bila prevelika za pristanek ob pomolih Cherbourga, zato so potnike z manjšimi ladjami morali prepeljati do Titanika in jih tako ukrcali. Med njimi so bili tudi naši Gorenjci, pa tudi še ena zanimiva oseba, nek urugvajski poslovnež, Ramon Artagaitja. Namreč on je 41 let prej preživel en traumatičen potop ladje Amerika in ravno zdaj se je prvič opogumil, da spet stopi na ladjo. Naj izdam že tukaj, da ni preživel. Mogoče je še to zanimivo, torej 4 potniki so bili doma iz Bosne, 20 je bilo Srbov, pa približno 30 Hrvatov. Iz očitnega razloga bi rad omenil posebej enega, torej en 37-letnik kmet srbskega rodu iz Like, Mile Smiljanić. Zvečer je torej ladja odpotovala proti Queenstownu, ki se danes imenuje Cobh na jugu Irske. In zjutraj 11. aprila so tu imeli zadnji postanek in to je tudi dezertiral neki očitno jasnovidni član posadke. In popoldne so izpluli na Titanic, torej proti New Yorku. Kapitan Smith pri tem ni hitel, niti ni skušal zrušiti kakšnega rekorda, ker v nasprotju z uveljavljenim prepričanjem to ni bil ne njegov cilj, niti cilj družbe. Zasedenost na ladji ni bila tako dobra, kot si običajno predstavljamo, ker so potniki na srečo napolnili samo slabo polovico razpoložljivih prostorov. Tako da uradno velja, da je bilo na krovu 1308 potnikov, od tega 709 v 3. razredu. Bolj kot ti potniki so bili seveda znani razni bogataši iz 1. razreda, tako da tukaj je galerija, pa da si ogledamo na kratko, torej od zgoraj navzdol, od leve proti desni. Se pravi, prvi in daleč najbogatejši človek na ladji je bil John Jacob Astor IV., med drugim ustanovitelj tega slavnega newyorškega hotela Waldorf Astoria. Potem drugi je Benjamin Guggenheim iz bogate družine lastnikov rudnikov. Tretji je bil zbiralec redkih knjig Harry Elkins Widener, ki je ravno sabo na ladjo prinesel neko izdajo esejev Francisa Bacona iz 16. stoletja, ki jo je drago plačal. Potem je ta slavni par lastnika newyorške veleblagovnice Macy's, Isidor in Ida Strauss. Potem nadalje en akademski slikar, kipar Francis Davis Millay. Potem William Thomas Stead, ki je bil zelo znan v tem času propagator pacifizma in ideje o nastanku Združenih držav Evrope, torej tudi pravzaprav eden od očetov Evropske unije. Potem ameriški major, osebni prijatelj takratnega ameriškega predsednika Tafta, Archibald Butt, in pa na zadnji sliki konstruktor Titanika Thomas Andrews, ki je dneve plovbe preživljal ob konstantnem ugotavljanju, kaj na ladji bi se dalo še izboljšati. In razen elitnega statusa je vsem naštetim skupno, da so umrli pri potopu. Kar se prtljage tiče, ni bilo na ladji nič silno neprecenljivega, ni bilo bajnih zakladov, ni bilo diamanta Hope, kot so poročali. Za največ denarja, kar današnjo vrednost preračunano nekako $2,4 milijona, je bila zavarovana neka neoklasicistična francoska slika, ampak to je daleč najbolj dragocen predmet na ladji. So bile še posamezne redke knjige, nek rokopis od Josepha Conrada, pa neka fotografija, ki jo je podpisal Garibaldi in tako dalje, ampak nič pa nekih skrivnih bajnih zakladov. Na dneve plovbe so lahko potniki preživljali na različne načine, lahko so se sprehajali po palubah, na voljo so imeli salone in igralne sobe, lahko so posedali v jedilnicah in kavarnah,
lahko so telovadili, lahko imeli so na razpolago knjige iz knjižnic. Kaj točno so delali naši Gorenjci, tega ne vemo. Je pa eden od njih pričal, da je bila ladja opremljena zelo luksuzno, oziroma kot je napisal luksiorno in udobno. In skratka je dodal, z drugimi parniki v drugem razredu ni mogoče bolj ugodno ter udobno potovati, kot smo mi v tretjem razredu. Za vse je bilo kar najboljše preskrbljeno. Če smo sedeli pri mizi, niti čutili nismo, da smo na ladji. Prijetno smo plovili po širokem morju. Prva noč je bila prav mirna, prav tako tudi druga. Lepo vreme smo imeli od 10. do 13. aprila. Potniki smo se zabavali vse dni, popivali, plesali in peli. Zdaj, če gremo brati razne vire in pričevanja, lahko tudi naletimo na omembo še nekega neidentificiranega slovenskega Štajerca, ki naj bi se vračal v Ameriko in ki naj bi se seznanil z Karunom v času potovanja. Zdaj, po drugi verziji lahko beremo, da se je Karun spoprijateljil z nekim strežajem na ladji, ki je bil zadolžen za pospravljanje njegove kabine, ki je bila nekje v zadnjem delu ladje. No, in Karun je bil hvaležen za njegovo delo in ga je tudi večkrat nagradil z napitnino v obliki šilca brinjevca. In zdaj, če verjamemo tem zgodbam, ki jih sicer ne moram dokazati, pa sta bodisi Štajerec, bodisi strežaj kmalu odigrala pomembno vlogo v Karunovem življenju. Nedelja 14. april se je začela podobno kot vsi drugi dnevi plovbe. Vreme je bilo še naprej lepo in ljudje so se zabavali na podobne načine kot prejšnje dni, samo da malce omejeno, namreč ladijska družba v nedeljo na gospododan ni pustila kartanja. In po večerji so torej oba Karunova in Markun kot vsak večer šli nazaj v kabino in spat. Ampak seveda, 20 minut pred polnočjo je nekatere potnike zbudil sunek in nenavaden zvok. Mi seveda vemo, kaj jih je zbudilo, torej ledena gora, zdaj domnevno ta fotografija se pojavlja marsikje in to naj bi bila po nekaterih zagotovilih točno ta usodna ledena gora. Dejstvo je, to je bila ena od tisočih ledenih gora, ki so se odlomile na Arktiki in počasi plule proti jugu, kar se dogaja še danes. Pomorci v tem času so se seveda močno trudili preprečati te trke z ledenimi gorami, ampak imeli so na voljo precej skromne taktike, kot je opazovanje in poročanje s terena, pa pomikanje poti ladje bolj proti jugu. Zato so skušali več investirati v same ladje in v možnost sanacije poškodb. Preden je trčil Titanik, so jih na ledene gore preko telegrafa sicer opozarjale številne sosednje ladje, ampak kapitan hitrosti ladje ni zmanjšal. Zakaj, to so dolge in hude polemike med raziskovalci, pa se ne bi tja spuščal. V opazovalnem košu na prednjem jamboru Titanika sta se takrat nahajala Frederick Fleet in Reginald Lee, ki sta oprezala za morebitnimi nevarnostmi. Daljnogleda nista imela, namreč nekdo je zaklenil omaro, v kateri so bili daljnogledi in nihče ni vedel, kje je ključ. Noč je bila jasna in morje zelo mirno in gladko, ampak ob 23:39 je Fleet pred ladjo zagledal temno senco in to tako javil na poveljniški most. In naslednjih napetih 37 sekund je minevalo v besnih poskusih, da se trčenju izognejo. Ladjo so obrnili levo od gore, da bi jo skušali obkrožiti v polkrogu, ampak je bilo prepozno, tako da je desni bok trčil z orjaško močjo ob led. In gora ni povzročila enega samega dolgega reza, kot si običajno predstavljamo, ampak je natrgala vrsto mest vzdolž prve polovice ladijskega boka, tako da je voda začela vdirati skozi serijo poškodb po dolžini okoli 75 metrov. Nekateri poznavalci so sklepali, da bi bilo celo boljše, če bi pustili, da Titanik čelno trči v goro, ker bi bila potem poškodba s tem omejena in ladja bi bila seveda poškodovana, ampak bi ostala plovna. Zdaj pa je voda seveda nenadoma vdirala v precej več kot predvidenih 5 prostorov. V prvem razredu udarca niso zaznali dovolj, da bi se prestrašili. Potniki drugega razreda medtem so slišali, da se je nekaj zgodilo. Tretji razred in še posebej kurjači pa so se morali skoraj takoj spopasti z ledeno vodo, ki je to noč imela
minus 2,2 stopinje Celzija. Namreč slana voda je lahko tudi gre pod minus in ne zamrzne. O polnoči, torej 20 minut po trčanju, je bilo v ladji že vsaj 3000 ton vode. Vseeno pa alarmo, očitno v strahu pred paniko, še niso zagnali. In šele takrat je kapitan Smith po pogovoru s konstruktorjem Andrewsom, ki je kapitana soočil z neizogibnostjo katastrofe, sklenil, da naj začnejo pripravljati rešilne čolne. Se pravi, na ladji je bilo 16 lesenih rešilnih čolnov in pa še 4 dodatni, zložljivi. In to je bilo seveda nizko število. Lahko bi sprejeli največ 1178 oseb od 2208 ljudi na krovu, torej to je 53%, pa še to ob polovični zasedenosti kapacitet. Zdaj to je pogosto stvar polemik in razprav in podobnega, ampak to ni bila samo neka gola posledica zlobe ali pogoltnosti od družbe. Namreč tako število čolnov je bilo povsem v skladu z zakoni. Zdaj, problem je bil seveda v tem, da so bili zakoni stari že precej več kot 20 let in nikakor niso mogli predvidevati, da bojo gradili tako orjaške ladje, kot je Titanic. Ta konstruktor Andrews je sicer prizadeval, da bi število čolnov zadostovalo za vse potnike, ampak tukaj družba ni pokazala zanimanja. Je pa premajhno število čolnov splošen problem takratnih čezoceank, to ne samo angliških, tudi nemških. Pogosto se je dogajalo, da je čolnov dovolj samo za 30 ali 40% vseh potnikov. No, zdaj, kaj se je dogajalo z Gorenjci? Tukaj pa stopamo na tako zapleteno spolzko področje, namreč obstaja veliko raznih variacij in interpretacij. Zdaj, glede na to, da so prihajali tudi od samih udeležencev, je težko izluščati, katera je pravilna in katera ni, ker so tudi sami udeleženci dajali različne verzije. Tako da jaz si bom predstavil in se ne opredeljeval, vi se pa odločite zase. Torej, najstarejša verzija pravi, da so Franz Karun in njegova hči Manca in svak Janez Markun ob trku spali v svoji kabini. Zdaj, Sunek jih ni zbudil, ampak je pa Karun slišal tekanje in kričanje ljudi na palubi in seveda ugotovil, da se je nekaj zgodilo, se je oblekel, šel pogledat, kaj se dogaja in tam je izvedel, da je ladja nekam zadela in da bojo vsi utonili. No, Karun najprej temu, tako kot ostali potniki, ni verjel, vseeno je pa pogledal preko krova in zagledal predrti bok, v katerega je vdirala voda, in zato je takoj prestrašen šel v kabino po hčerko in svaka, ki sta se hitro preoblekla. Vmes je priskrbel tudi rešilni pas in ga dal tudi Manci in Markunu. Manco je vzel naročje in se potem skupaj z drugimi potniki prebijal nazaj na palubo. Posadka naj bi po tej verziji ukazala in paničnim potnikom, naj se vrnejo nazaj in na plano naj bi tudi privlekli revolverje. Zdaj, to je tudi še ena točka, kjer se veliko prepirajo, kaj se je res zgodilo, torej koliko orožja je bilo na Titaniku in ali je res kdo umrl od strelov. Res je to izpričano, da je glavni častnik 15 minut čez 1 po noči prinesel preostalim častnikom revolverje z naboji, ampak vseeno tega ne moremo potrditi, da se je to res zgodilo. Načeloma potnikom 3. razreda niso omejevali poti do palub, zdaj spet je par mejnih primerov, ko bi lahko diskutirali, ampak načeloma niso bili častniki tako zlobni, da bi to poskušali narediti. Vseeno pa so bili torej 3. razred deležen bistveno manj pozornosti kot potniki prvih 2 razredov. Mnogi so bili seveda tujci, niso razumeli angleščine, tako da tudi niso vedeli, kaj se dogaja in kaj morajo narediti. No, in Karun naj bi to vse izkusil iz prve vrste in vendarle so se uspeli prebiti na palubo in do takrat je bilo že dovolj pozno, da so opazili nagib ladje. No, druga različica, malce mlajša, pravi drugače. Namreč, ko so naši 3 Gorenjci spali v kabini, jih je zbudilo močno trkanje po vratih in Karun je odprl vrata in na njih je bil ta preomenjeni Štajerec.
Karun ga je vprašal, kaj neki hoče, in Štajerec je odgovoril: "Kranjc, vstani, ladja se potaplja." No, Karun mu ni verjel, mu je nevoljno odgovoril: "Nikar me vendar ne begaj, spat me pusti, ko je že kasno." Ampak Štajerec mu je prisegel, da govori resnico, in ga pozval, da pride hitro ven. Karun se je za silo oblekel in šel iz kabine. No, Štajerec je iz nekega razloga tekel v spodnji del ladje, in ko mu je Karun sledil, naj bi videl, da so prostori tam že poplavljeni, da postelje in žimnice že plavajo po vodi. No, in stekel je nazaj v svojo kabino in zbudil Markuna in vzel manco v naročje in zagrabil kovčke. V njih naj bi imel skupaj za 1400 goldinarjev žafrana in rumene esence, ki naj bi jih kupil tukaj v Kranju, preden je odpotoval. In poleg denarja naj bi imel sabo še harmoniko, ki jo je tudi kupil pred odhodom, nekje tukaj v bližini. Po tej verziji se ne omenjajo kakršnikoli problemi pri preboju na palubo, ampak predvsem kaos in strah, ki je vladal na njej, in da so tudi videli, kako so ljudje poskušali izvesti samomor s tem, da so skakali čez krov. Obstajata še dve dodatni verziji, torej kako so zvedeli za nesrečo. Skratka, po tretji naj bi prišel Karuna buditi ta strežnik, ki sem ga prej omenil, ki mu je dal žganje. Po četrti pa naj bi na vrata kabine potrkala ta preostala Slovenca, torej Volk in Pašič. Kaj je res, če sploh katero od teh verzij, to pa vam ne znam povedati. No, kaj se je dogajalo med tem na palubi? Torej 15:1 so pripravili prvi čoln, številko 7, in vanj so spustili prve potnike. No, in že pri tem čolnu je prišlo do prvih zapletov. Namreč osebje ladje ni bilo v resnici izurjeno za primere nesreče, tako da je marsikaj potekalo s sprotnim izmišljanjem, kakšni bodo naslednji koraki. In tako da je v ta prvi čoln namesto predvidenih 65 oseb prišlo samo 28 ljudi. Od tega, kljub temu slavnemu pravilu najprej ženski in otroci, je bilo 12 moških. No, tudi poveljniki niso bili enotni, se pravi, na desni strani palube je vkrcavanje vodil ta prvi oficir Murdoch, čigar sliko sem pokazal prej, ki je bil popustljiv in pripravljen na pogajanja tudi z moškimi. Na levi je bil pa Lightoller, ki je bil precej bolj nepopustljiv in se je pravil strogo držal in svoje čolne izrecno polnil z ženskami in otroki. Vseeno pa so tudi pri njem bili čolni premalo napolnjeni, tudi iz strahu pred tem, kakšno nosilnost imajo dejansko čolni, ker jih med testiranji ladje pred izplutjem jih niso nikoli zares preizkusili. No, kapitan je pravzaprav skrival, kako resen je položaj, in zato sicer ni izbruhnila panika, ampak na malce daljši rok je verjetno ta ukrep tudi pomenil več mrtvih. Namreč mnogim se je zdelo nepojmljivo, da bi lahko Titanic potonil, in nekako je ta velika dobra ladja, kot je se izrazila ena od preživelih, je vlivala seveda precej več zaupanja kot pa majhni čolni sredi ledenega oceana. No, več dostojanstvenih potnikov prvega razreda se tudi ni hotelo vključiti v reševanje, ampak so sedeli v salonu in opazovali počasno nagibanje gladine viskija v kozarcu. Znana je še replika od Benjamina Guggenheima, ki se je oblekel v smoking in naznanil, da je pripravljen iti v smrt kot gentleman. Na palubi je res igral tudi ta slavni orkester. Zdaj, katera je bila pa zadnja skladba, ki jo je igral, to pa je še danes zelo burna debata o tem, tako da tukaj se enostavno ne ve točno. Na spuščanje čolnov se je med tem intenzivno nadaljevalo, vseeno pa je ostalo precej kaotično. Da čoln številka 1 je imel recimo samo 12 oseb, po tega samo 2 ženski. Na palubi so se med tem dogajali mnogi čustveni slovesi med ženskami in moškimi. Izjema sta bila ta zakonca Strauss preomenjena, ki sta si obljubila, da bosta skupaj ostala do konca in sta tudi skupaj umrla. Na drugi strani je pa drugačen pristop pobral predsednik družbe White Star Line, Bruce Ismay, torej potomec od ustanovitelja. On je pomagal pri vkrcavanju enega od rešilnih čolnov, in ko je končal, je zaklical, če je v bližini še kakšna ženska ali otrok, in odgovora ni bilo, zato se je odločil in v ta čoln smuknil še sam.
Zdaj, ta poteza mu je res rešila življenje, ampak mu ga je tudi istočasno zagrnila do naravne smrti četrt stoletja kasneje. Namreč Ismaja so potem zaradi strahopetnosti konstantno napadali in se mu posmehovali v časopisju. Tako da sicer ni prekršil nobenega zakona, ampak kot funkcionar v družbi je nekako se ljudem zdelo neprimerno, da je rešil samega sebe. Tako da vse do danes na njegovem imenu ostaja nek moralni madež, recimo. No, kje se je medtem potikal Janko Volk? Zdaj o njem so precej skromna pričevanja. Zdaj, najbolj zanimiv je podatek, da naj bi preiskava nesreče v New Yorku pokazala, da je Volk hotel vstopiti od enega od rešilnih čolnov, ampak da ga je neki mornar ustrelil. Zdaj, to se spet vračamo na to problem streljanja in orožja na Titaniku. Uradno so na Titaniku na podlagi prič dokumentirali 3 dogodke s streljanjem, ki sicer niso vodili do smrti. Obstaja pa veliko število raznih apokrifnih pričevanj o častnikih, ki so streljali na potnike, ampak je to nemogoče preveriti. Recimo pismo nekega preživelega potnika vsebuje podatek, da je na lastne oči videl, kako je častnik ustrelil potnika, ki se je hotel prebiti v čoln. Tako da možno je tudi, ampak na nobenem od najdenih trupel niso našli nobenih strelnih ran. Tako da tudi zaradi tega Volkova končna usoda ostaja zavita v tančico skrivnosti. Zdaj obstaja tudi bolj konvencionalna razlaga, da je pač utonil, ampak njegovega trupla niso nikoli odkrili ali identificirali, tako da razen tega, da je umrl med potopom, ne moremo povedati nič bolj konkretnega. Da se vrnemo torej do Franca Karuna in Manca in Marcuna. Oni so takrat živčno postopali po palubi 2. razreda in so obupano spraševali, torej predvsem Karun, kako bi rešil vsaj svojo hčerko. Zavedal se je, da moških ne spuščajo v čolne in da tako njega kot svaka najverjetneje čaka smrt v ledeni vodi. In brezvoljen je naj bi predlagal Marcunu: Janez, napiva se ga, gotova smrt naj čaka, tako bo vsaj nekoliko lepša. In res, menda sta si razdelila 2 steklenici žganja in vsak je spil pol litra. In takrat naj bi mimo njihove skupinice prišel neki mornar in iztrgal manco iz Karunovega naročja in stekel na palubo 1. razreda na vrhu ladje. In Karun in Marcun sta stekla za njim in videla, kako je njokajočo manco posadil na rešilni čoln. V številnih virih lahko beremo, da je to šlo za zadnji čoln, ki je sploh izplul, ampak bolj običajno velja, da je to bil čoln številka 15, ki so ga spustili kot 13. po vrsti in za njim je izplulo še 7 čolnov, tako da to je ali napaka ali pa poskus dramatiziranja, ta zadnji čoln. Zdaj, kaj se je zgodilo potem? Tukaj imamo spet množico interpretacij in variacij, jaz sem naštel 8. In bomo šli pač po vrsti pa predstavili vse, kar je dostopno. Torej, najstarejša verzija pravi, da je bil ta čoln številka 15, na katerega je bila ukrcana manca, takrat že napolnjen 40 ženskami in otroki, zato so ga takoj po mančini predaji spustili proti morju in čoln je odveslal. Zdaj, to je pač neko časopisno poročilo o dogodku, zdaj mi pa vemo v resnici, da je ta čoln moral malce počakati na stik z vodo. Namreč točno pod njim se je po nesrečnem naključju nahajal nek drug čoln, številka 13, in pravzaprav nekaj decimetrov preden bi čoln številka 15 zmečkal potnike v 13, so na to končno uspeli opozoriti posadko, ki je potem počakala na umik tega spodnjega čolna in šele potem je čoln 15 lahko bil spuščen na vodo in odplul. To je bil najbolj naložen čoln, kar so jih do takrat spustili z ladje. Na njem je bilo 65 ljudi in res se je ob spustu že precej nevarno globoko pogreznil v vodo. Čeprav vsi viri in raziskovalci vztrajajo, da je bila manca Karun na tem čolnu,
pa vseeno ti drugi podatki dostopni bolj spominjajo na nek drug čoln, številka 4, ki je res izplul kot zadnji rešilni čoln, tako da mogoče je tukaj prišlo do neke napake. In če bi to držalo, bi potem Manca v čolnu delala družbo Madeline Astor, ki je bila pa 18-letna noseča žena od Johna Jacoba Astorja, torej najbogatejšega potnika. Franz Karun, to je en družinski potret, ki ga danes hranijo v njihovi družini, se pravi Franc je tale, pa Manca je pa tukaj. Torej, Franz Karun je, če sledimo naprej tej različici, je ostal seveda na vse bolj nagibajoči se ladji in ugotovil, da bo moral takoj kaj ukreniti, če hoče preživeti. In preveril je svoj rešilni pas in se opogumil in skočil z ladje. In ko je bil že v ledeni vodi, je zaklical svaku navzgor: Janez, dol izskoči, oziroma tudi po drugi verziji bolj klino gorenjsko: Janez, pejt. Ampak Markun se je pa obotavljal in naj bi nazaj zaklical: ali Franca, ne upam. In ta stavek je bil zadnji očitno, ki sta si ga izmenjala sorodnika, in Karun potem ni več čakal na Markuna in je začel z največjo možno hitrostjo plavati proč od ladje v isto smer, v katero so se odpravljali čolni. In ob tem so mu v ušesa parali kriki ljudi iz palube in glasno grmenje iz že potapljajoče se ladje, že iz globin. Se pravi, to vse je prva verzija, zdaj druga verzija ima samo eno malo spremembo, torej da je Karun prostovoljno predal Manco tistemu strežniku, torej da je ni zagrabil in vzel, preostanek je enak. Tretja verzija, torej Karun je potem, ko mu je mornar iztrgal Manco, je tekel za njim in za njo vstopil v rešilni čoln. In hčerko je vzel nazaj v naročje in zabrusil posadki, da se od nje ne bo ločil. In posadka bi ga verjetno zvlekla s čolna, če ne bi naključje hotelo, da je bil v čolnu strežnik, ki mu je Karun stregel z brinjevcem, in ta naj bi prepričal ostale, naj Karuna spustijo na čoln, in tako je tudi bilo. Markuna pa naj bi zrinili proč in se potem nista več videla. Potem četrta verzija. Tukaj pa sploh ni več tega mornarja, ki naj bi vzel Manco. Tukaj se je rešilni čoln že spuščal, zato so spustili Karuna in Manco kot zadnja potnika s pomočjo vrvi, ki so spustili do čolna. Menda so bili potniki ljudni in popustljivi, ker je šlo za zadnji čoln in je še bil prostor. In Karun je bil ugotovil, da je poleg posadke edini moški v čolnu. Namreč vsi ostali med 52 potniki so bili otroci in ženske. In ta različica trdi, da ne bi bil Karun torej zadnji moški, ki je zapustil Titanik. Potem imamo peto verzijo, ki predstavlja Karuna v zelo junaški luči. Namreč, ko je opazil spuščajoči se čoln, je z Manco stekel proti njemu in se kar na glavo zagnal v čoln, ki je bil že 3 metre pod robom palube. In potniki so bili sicer nevoljni, ampak so mu naredili prostor. Potem šesta verzija. Karun je želel sam spraviti hčerko v enega od čolnov, ampak se ga je Manca oklenila in ga ni hotela zapustiti. In na krovu naj bi zagledal neko odvrženo mornarsko čepico in si jo je nadel, zato so ga brez ovirali vprašanj hčerko res spustili na čoln. Potem sedma različica. Karun naj bi povedal hčerki, da jo ima zelo rad, in jo predal v rešilni čoln. Ampak ko je ugotovila, da jo oče ne bo sledil, se je tako ustrašila, da je s čolna skočila nazaj na ladjo, pri čemer bi jo lahko seveda padec z slab meter široke reže med čolnom in ladjo zlahka ubil. In je vseeno uspešno preskočila in jokajoč in kričeč stekla nazaj k očetu. Ko so jo oficiri skušali spraviti nazaj na čoln, se je besno upirala in brcala, menda celo ugriznila drugega častnika Lightollera.
in ker je postalo jasno, da se sama ne bo vrnila na čoln, je posadka sklenila, da nima več časa za njo in je zato na čoln spustila tudi očeta. Tako da v tej verziji je Manca rešila življenje očetu. No in še zadnja, 8. verzija. Tukaj pa nimamo čolna, torej Karun je v vodo skočil skupaj z Manco, ki se ga je oklepala v ledeni vodi okoli vratu. Ko so enega od čolnov spustili do morja, je potem Karun prosil, naj vzamejo čoln, kar so storili in potem sprejeli še njega. Na to njuno zgodbo bomo še nadaljevali, še za trenutek, da se vrnemo do Markuna. Torej, ta trenutek ločitve je zadnje, kar vemo o Markunovi usodi, tako da lahko najdemo tudi podatek, da ga niso pustili na čoln, ampak ne glede na njegove zadnje minute je pač jasno, da ni preživel te katastrofe in tudi njegovo truplo, podobno kot volkovo, ni bilo nikoli najdeno. Medtem ko se je položaj na Titaniku torej iz minute v minuto sprevračal v hujši kaos, je ne tako daleč proč plula ena angleška ladja, SS Californian pod kapitanom Stanleyjem Lordom, ki je na sliki, ki je plula v Boston. Zdaj o tem, kaj se je dogajalo tiste noči in kako daleč od Titanika se je v resnici nahajala Californian, o tem potekajo še danes zelo burne debate. Namreč nekaj čez 11. zvečer so s Californian opazili svetle pike v daljavi in potem v časovnih presledkih tudi 8 raket z te iste ladje. No in čez čas so videli tudi, da so luči začele čudno moleti iz vode. In kapitana Lorda so sicer zbudili, ampak vsemu temu iz nekega razloga ni pridal posebnega pomena in ni ukazal nikakršnih ukrepov. Tudi ladijski telegrafist je po noči spal in ga niso zbudili, zato tudi njihov telegraf ni delal. Zbudili so ga potem šele ob svitu in takrat so ga zasula obvestila sosednjih ladij, da je Titanik potonil. In šele takrat se je Californian odpravila na mesto nesreče, ampak je bila seveda veliko prepozna. No, in neodzivnost Californiana je kmalu vzbudila senzacijo v tisku in kapitan Lord je postal eden od glavnih negativcev v tej celotni zgodbi, ker bi pač večjo odzivnost verjetno lahko rešila na stotine ljudi. On sam je ostal neomajen in zavračal vse obtožbe do smrti in razlagal, da so bili bistveno dlje od Titanika in da niso videli Titanika, ampak neko tretjo ladjo, ampak načeloma so za mnoge poznavalce so njegove trditve na precej trhlih temeljih. Ob 2. uri po noči je voda na prednjem delu Titanika že segala do vrhnje palube. Telegrafista sta vse do takrat skušala obupano priklicati ladje v bližini na pomoč, dokler ju ni kapitan Smith osvobodil vseh dolžnosti. 10:02 so bila vsa stojala za čolne prazna, torej vsi čolni so zapustili ladjo, ampak na njej pa še vedno bilo okoli 1500 ljudi. Ljudje so se množično začeli umikati proti še vedno suhi krmi, ki je s potapljanjem premca molela vedno bolj v zrak. Drugi so raje poskakali v vodo in plavali proti rešilnim čolnom, da je tudi Franz Karun v eni od verzij. Zgodnejšim je uspelo, da so jih vzeli na čolne, drugi pa so čakali predolgo, tako da so čolni že odveslali. In seveda zadnje minute Titanika so bile dramatično tragične, da en za drugim so v vodo padali prelomljeni dimniki, krma se je počasi dvigala v zrak, v zadnjih trenutkih so ugasnile skoraj vse luči na ladji. Po salonih in kabinah so drseli in padali mize, stoli, krožniki, lestenci, klavirji. Voda je udrla na tisto slavnostno stopnišče 1. razreda in ga povsem uničila. Na krmi so se ljudje oklepali vsega, kar je bilo pritrjeno, da ne bi zdrsnili po palubi. In duhovnik Thomas Bowles, ki je prej že 2-krat zavrnil mesto na čolnih, je imel še zadnjo molitev in dal odvezo vsem vernikom na čedalje strmejši krmi. In končno je prišlo do preloma. Teža krme je bila preveč za premec, tako da se je z močnim grmenjem ladja prepolovila. Premec se je ločil od krme in začel padati proti morskemu dnu, skoraj 4 km globoko. Krma, na kateri je še vedno vztrajalo okoli 1000 kričečih ljudi,
pa mu je potem sledila po kakšni minuti, pri čemer se je postavila skoraj v navpičen položaj, tako da je skrajni konec krme za stavo postal najvišji del ladje, približno 20 metrov nad gladino. Ampak, kot rečeno, minuto pozneje, torej 20 minut čez 2 uro po noči, je tudi krma zdrsnila pod vodo in ladje ni bilo več. No, so pa bili seveda ljudje, ki so predirljivo kričali. Da v čolnih so se spopadali z novo etično dilemo, ali se morajo vrniti po preživele, ali je to preveč tvegano, ker bi naval plavajočih na čoln ugonobil vse skupaj. Večina je sklenila, da je ta odločitev bolj pametna, tako da se potem na prizorišče niso vrnili oziroma so pragmatično počakali skoraj uro, da poberejo peščico tistih, ki so se pač uspeli obdržati in preživeti toliko časa. Zato so in mnogi seveda tudi kasneje očitali sebičnost. No, torej v prvi od prej naštetih različic smo med plavajočimi tudi pustili Franca Karuna, ki je potem trdil, da ne bo krikov vpijočih nikoli pozabil. Da je že jasno, da sta on in Manca preživela nesrečo. Zdaj, če gre verjeti njegovi izpovedi, je v ledeni vodi plaval 2 uri. Zdaj, to je spet problematična trditev, namreč toliko časa lahko, vsaj po nekih uradnih navedbah, človek zdrži v vodi z okoli 15 stopinjami Celzija, v ledeni vodi pa zgolj kakih 15 minut. Zdaj, na misel nam pride ta slavna primerjava s tistim pekovskim mojstrom, Charlesom Jovinom, ki naj bi zaradi zaužitja 2 steklenic viskija prav tako preživel 2 uri v vodi in se potem rešil v čoln. Medicina pove, da preveč alkohola pospeši podhladitev in ga ne eliminira, ampak pač zgodba je ostala popularna legenda. Tako da tukaj je tudi problematično karkoli reči, oziroma je verjetno Karun malce pretiraval. No, Karun je torej trdil, da je po 2 urah povsem izmučen priplaval do enega od čolnov in želel priti van. Pomoč so mu odklanjali, ker je bil čoln že prenapolnjen, in ga celo udarjali po členkih. Ampak po eni verziji je bila v čolnu Manca, ki je začela klicati očeta in prositi sopotnike, da naj ga vendarle spustijo v čoln. Ti pa so potem bili ganjeni in so ga kljub tveganju vzeli na krov. Potem po drugi verziji je Karuna v vodi opazil tisti stražaj, ki je od njega prejemal brinjevec in je vedel, da je njegov otrok na istem čolnu, zato je prepričal sopotnike, da so Karuna zvlekli na čoln. In tukaj naj bi izrekel Karun, da se verjetno še nobena napitnina ni tako obrestovala. In Karun je potem seveda poskušal ogreti Manco in jo opogumljal, da je bila zelo junaška. Zdaj, še ena verzija zgodbe pa pravi, da Karun sploh ni znal plavati, ampak da je z Manco vred pristal na nekem improviziranem splavu iz platna in plutovine in da je šele potem do nju priplul en čoln in ju rešil. Tako da zelo težko je karkoli doreči o tem, na kakšen način sta Karun in njegova hči preživela potop. Na naslednje ure pa so pač čakale, so potniki v čolnih čakali na odrešitev. In odrešitev je res drvela v njihovo smer v obliki britanske ladje Carpathia. Ta je iz New Yorka plula proti reki, na današnjem Hrvaškem, tudi okolo 70 članov posadke je bilo Hrvatov. Vodil je izkušeni energični kapitan Arthur Rostron, znan po vzdevku Električna iskra. Na tamkajšnji telegrafist je ob 1:30 zjutraj ujel Titanicovo sporočilo o tem, da tonejo, in skupaj s prvim častnikom sta udrla v Rostronovo spalnico. Ta je bil sicer najprej nejevoljen, ampak je ob novici takoj skočil po koncih in praktično v nekaj minutah sestavil načrt. Da izredno hitro je ladja spremenila svojo smer in povečala hitrost do skrajnih meja. In Rostron je res mislil na vse in za preživele pripravil odeje, čaj, zdravnike, tople prostore in vse ostalo, vključno z nekaj trdnimi stoli, kamor je rekel, da naj bi privezali tiste, ki so zaradi nesreče zblaznili. Tako da potem je vodja preiskave v ZDA kasneje vse te ukrepe opisal kot čudež sistematičnosti in popolnosti.
Na kraj nesreče je Karpatija prisopihala ob 3:35 minut, sicer veliko za potopom, ampak vseeno je lahko rešila preživele. Čolni so se postopoma približali ladji, ki je vase sprejemala izmučene in traumatizirane preživele, tudi Franca in Manco Karun z čolna številka 15 očitno, ki je bil eden od zadnjih, ki so prispeli do Karpatije ob 7:30 zjutraj. Tudi oba Karuna je pregledal zdravnik. Tukaj pa še čisto zadnja variacija zgodbe, namreč da sta Karun in Manca med potopom povsem izgubila stik in da sta se potem šele pozno popoldne našla na Karpatiji, pravzaprav po naključju. Karun našel Manco v nekem kotu, zavito v odeje s čašo čaja v roki. Kapitan Rostron je sklenil, da bo ladjo obrnil in preživele peljal do New Yorka, torej do prvotnega njihovega cilja. Na celini je medtem prišlo do prvih zaskrbljujočih novic o nesreči. Telegrami so leteli iz Kanade v ZDA in naprej v Veliko Britanijo, ampak njihova nejasnost in nepripravljenost ljudi, da sprejmejo razsežnosti nesreče, so najprej vodili v pomirjujoče sklepe, da je Titanic sicer trčil v ledeno goro, ampak da so vsi potniki rešeni in da bojo ladjo prepeljali do New Yorka. Tudi predstavniki White Star Line so mirili zaskrbljene svojce, ampak seveda novice so postajale vse bolj črne, tako da te optimistične naslovnice so potem zamenjale seveda precej bolj mračne, ampak tudi resnične. In te novice so pripeljale družbo White Star Line do priznanja seveda, da je število žrtev orjaško in da je ladja izgubljena. Ljudje so se začeli zgrinjati v newyorško pisarno White Star Line, kjer so terjali pojasnila in predvsem imena umrlih, ki pa jih družba takrat seveda še ni imela. V zvezi s Karunom je zanimivo, da je prve in napačno zapisane omembe njegovega imena v seznamu preživelih, namreč je bilo napisano Francis Karam. Skratke, zaradi tega napačnega črkovanja je tisk izseljencev iz Sirije, ki so živeli v ZDA, so vodili v prepričanje, da gre za njihovega človeka. Časopis je prelivalo olje na ogenj z dramatičnimi, ampak izmišljenimi opisi potopa in vročično so iskali krivce za potop. Ko je potem Karpatija 18. aprila zvečer prispela v newyorško pristanišče, je pričakala orjaška množica vsiljivih novinarjev in svojcev preživelih in številnih drugih radovednežev. Vse preživele so popisali, vključno z obema Karunoma. Tukaj je ta originalen seznam, ki je nastal po njihovem prihodu v New York, in se pravi tam pod številko 5 pa 6 sta ona dva navedena in njuna starost in odkot sta prišla in kam sta bila prvotno namenjena. Skratka, oba in še mnoge druge so potem odpeljali v bolnico Svetega Vincenca na Manhattnu. Tja so peljali vse katoliške preživele, tako da niso jih ločevali po stopnji ozebline ali čem takem, ampak po religiji. In tam sta bila oče in hči nekako 2 dni in pol, da sta okrevala. In Karun se je potem spominjal, da oskrba ne bi mogla biti boljša, in tudi Manca se pozneje ni spominjala same nesreče, ampak te oskrbe, ki je bila deležna v bolnici. Da še posebej je potem omenjala v raznih intervjujih banane, ki jih do takrat še nikoli ni videla, in pa mleko, ki se ga je lahko napila do mile volje. V javnosti se je medtem začela polemika o družbenih pregradah, ki so vplivale na možnost preživetja na Titaniku. Namreč po ustaljenih podatkih je od recimo 2208 ljudi na krovu je umrlo 1503 osebe
Iz prvega razreda je preživelo 63% ljudi, iz tretjega pa 25%. Poleg tega je tudi vseh 53 umrlih otrok bilo iz tretjega razreda. Pa še iz prvega razreda je bila rešena polovica moških, iz tretjega 12% in tako dalje. No, in ti podatki so sprožili dve preiskavi. Ena je bila ameriška, ena pa angleška. In obe naj bi razjasnili potek dogodkov in spoznali krivce in začrtali nove varnostne smernice. V ZDA je to preiskavo vodil senator iz Michigana, William Alden Smith, na levi sliki, ki je bil sicer neizkušen v pomorstvu, recimo eno slavno vprašanje, ki ga je zastavil na enem od preživelih oficirjev na zaslišanju, je bilo, iz česa je ledena gora, in dobil odgovor, iz ledu, domnevam, gospod. Skratka, sicer ne najbolj talentiran pomorec, ampak vseeno pa zgrožen nad slabo varnostjo, ki jo je izkazala nesreča. In po večtedenski preiskavi in intervjujih z udeleženci je podal svoj pogled na nesrečo in jo predstavil kot posledico številnih manjših napak, ki so se povezale v katastrofo. Na angleško preiskavo je medtem vodil Lord Mercy na desni sliki. Njeni izsledki pa so bili precej blažji kot ameriški, ker je vendar šlo za prestiž domače mornarice in niso torej nikogar neposredno okrivili. Preiskavi sta sicer pomembno vplivali na sklic ene mednarodne konference v Londonu, ki je uvedla razne novosti, s katerimi so lahko podobne nesreče preprečili, in končno so tudi dodali pravilo o dovoljšnem številu rešilnih čolnov za vse potnike. No, novica o potopu je odmev doživela tudi na takratnem Kranjskem, da že na dan nesreče zvečer je časopis Slovenec objavil tole kratko novico na levi strani, torej, ki je prišla s telegrafom. Naslednji dan pa je bila novica že na naslovnicah in po drugih straneh časopisja, vključno s tem našim regionalnim Gorencem. Tako da tisk je bil res poln člankov o ladji in poteku nesreče in vsem drugem so lahko obširno brali, ampak podobno kot tuji tisk je bil prav tako poln raznih dezinformacij in pomanjkljivosti. Obširno so lahko na Kranjskem tudi brali o slovenskih potnikih, čeprav tudi pomanjkljivo in napačno. Lahko zasledimo praktično vse možne kombinacije o tem, kdo je preživel in kdo ne. Časopis ameriških Slovencev, Glas naroda, pa je uspel prvi intervjuvati še vedno šokiranega in zmedenega Karuna v bolnici o njegovih doživetjih na ladji. In res jih je predstavil, ampak seveda mu ni bilo prijetno in vedno je omenjal prizore, katerih ni mogoče ne dopovedati, ne napisati in ki mi neizbrisno ostanejo v spominu. Potem je dal intervju v polomljeni angleščini tudi za dva časopisa iz Galesburga. Je pa postal taka mala zvezda, tako da njegove slike in odmance so se znašle v raznih časopisih in publikacijah, predvsem tale fotografija. No, Karun je imel po enem viru v obleki, v kateri se je rešil, bodisi 700 ali 750 dolarjev v gotovini, kar danes naj bi zneslo okoli 16 do 17 tisoč evrov, medtem ko je vsa prtljago v vrednosti 150 dolarjev, 3400 evrov, izgubil. Zdaj po drugem viru pa je izgubil tudi teh 700 ali 750 dolarjev v gotovini. No, kakorkoli že zagotovuje novinarjem, da mu je za denar vseeno, ker ga bo že ponovno zaslužil, ampak da je seveda bolj hvaležen za svoje in hčerino življenje. V newyorški bolnici je dobil dve novi obleki, pa 25 dolarjev gotovine, torej 570 evrov, in vozovnico za vlak do Galesburga. Potem sta z manjco odpotovala in končno prispela do družine, ki jo je Franc po telefonu obvestil, da sta živa in zdrava. V Galesburg sta prispela 22. aprila ob 10. zvečer in na postaji so jo pričakali presrečni družinski člani. Zdaj, oba sta seveda še nekaj časa sta se borila z fizičnimi in čustvenimi travmami,
Karun je povedal za nek časopis. Otroku je prestani strah zapustil posledice precej časa. Več tednov je besnel in trgal obleko sebe. Jaz sem se pa kljub temu, da sem bil zdrav in močan, prehladil. Oči so me pričele boleti in vid mi je hitro pešal. Brati že dolgo ne moram več. Da še nekaj vidim, se imam pa zahvaliti vestni zdravniški negi. V ZDA je skratka Karun zaslovel po svoji peripetiji in je postal znan kot gospod Titanik. No, šele iz nekega razloga, šele z več tedensko zamudo je prišla na Kranjsko novica, da sta v potopu umrla tudi Volk in Pašič, torej ne samo Markun. O tem je prvi poročal avstrijski generalni konzul v Londonu, ki je to javil ministerskemu svetu na Dunaju. Tako da v bistvu lahko najdemo po časopisih ameriških Slovencev, so še potem maja in junija 1912, torej mesec do dva po nesreči, še vedno objavljali te precej srce parajoče oglase, ker so želeli pridobiti podatke o tem, o njegovi usodi in kaj se je zgodilo. Očitno se niso zavedali, da je se odločil ravno za Titanik. In časopisi so pisali, da so dolga leta smrt zalega in izredno močnega mladeniča objokovali njegovi svojci, osobito pa njegova sedaj že pokojna mati Uršula. In medtem je tudi tukaj župnik v Preddvoru v krstno knjigo opisal suhoparno, ampak tragično pripombo o tem, da je Markun umrl na Titaniku. Na glede odškodnin je bil najprej preskrbljen Karun, ki je na pobudo tega že preomenjenega podjetja Frank Saxer dobil od sklada za rešene na Titaniku pri Rdečem križu bodisi 400, bodisi $600, kar je nekako 9400 do 13700 evrov. Potem je pa so pa denar dobili tudi še preostali slovenski udeleženci od nekega drugega komiteja, tako da Pašičevi in Volkovi sorodniki so dobili po 50 funtov, kar je danes 6500 evrov, Merkunovi pa 130 funtov, kar je 16900 evrov. Od družbe White Star Line niso Karunovi nikoli dobili niti centa, ne za izgubljeno premoženje, ne za načeto zdravje. In tukaj se družba res ni izkazala, namreč pojavljajo se pričevanja, da so od svojcev umrlih mornarjev celo terjali povračilo za izgubljene uniforme. Vse tiste, ki so preživeli, pa so odpustili, ker da ne bi nihče več hotel pluti z njimi. Ampak za Franca Karuna se po tej nesreči se torej življenje ni hotelo vrniti v stare tirnice, namreč konec januarja 1913 je njegova 11-letna hči Marija hotela doma prižgati ogenj v peči in je drva polila s petrolejem. In ko je ogenj prižgala, se je ožgala tudi njena obleka. In stekla je k staršem, ki so ji obleko hitro strgali iz telesa, ampak je do takrat že utrpela hude opekline po vsem telesu. No, po zdravniški oskrbi je postalo očitno, da ji bo pomagala samo transplantacija kože in Franc Karun je bil tukaj ponovno junaški in je zahteval, da naj zdravniki kožo vzamejo z njega, kar so tudi storili. No in potem še ena bizarna prigoda. Med 14. in 15. aprilom 1913 so po svetu obeleževali prvo obletnico potopa Titanika. In neverjetno, ampak če verjamemo časopisnim poročilom, je resnično, da je Franc Karun takrat skoraj v uro natančno, torej leto dni po nesreči, je ponovno ogoljufal smrt. Namreč po noči se je nenadoma zrušil del stavbe, ki jo je imel v lasti, in stene so padle prav v njegovo sobo. Ruševine ne bi se nabrale na obeh straneh njegove postelje, ampak on, ki je pa bil v postelji, pa mu je uspelo uiti nepoškodovanemu. Tako da v roku enega leta je dvakrat preživel zelo hude nesreče. No, avgusta 1913 potem so se Karunova žena in vseh 5 otrok vrnili na Kranjsko. Karun je pa še želel ostati. Vrnitvi ga je stalno nagovarjala žena, ki je tukaj v Miljah težko vodila domače gospodinjstvo. Vendarle se je odločil za povratek v precej napetem trenutku, namreč že v času po sarajevskem atentatu in kot avstrijski državljan je postal v Ameriki sumljiv in nezaželen.
V Milje se je vrnil ravno 2 dneva pred izbruhom spopadov med Avstro-Ogrsko in Srbijo. V vojsko ga pa niso vpoklicali, ker je imel slabe oči. Naslednje leto mu je žal zbolela in umrla soproga. Po vojni pa so se v ZDA vrnili 3 izmed njegovih otrok, ki so bili tam rojeni in so bili vsaj formalno ameriški državljani. Franc se je potem še enkrat poročil in dobil še enega otroka in se v Miljah preživljal s trgovino, z živino in gostinstvom. Titanik je med tem iz leta v leto rastel v večji mit, tako da kapitan Karpatije Rostron, ki je čez noč postal zvezda, je recimo od Margaret Molly Brown, še ene znane potnice, prejel pokal v priznanje za rešitev potnikov. Žrtvam so odkrivali spomenike, nastajale so razne pesmi, popevke, muzikli. Zgodba se je nemudoma naselila na filmska platna, tako da mogoče zanimiv podatek, da samo 29 dni po nesreči je bil posnet kratek film o potopu, v katerem je samo sebe igrala Dorothy Gibson, ki je potop v resnici preživela in je igrala oblečena v isti obleki, ki jo je nosila v času potopa. Potem leta 1932 so se po svetu spominjali 20. obletnice nesreče in takrat je časopis Jutro objavilo obsežen članek, v katerem se je spomnilo na oba preživela Slovenca in jo tudi podroben intervju, ki nudi precej zanimivih podatkov, in tudi pravzaprav najbolj ažurne fotografije, ki so dostopni od njih dveh in od domačije. Že 2 leti pozneje, po tem intervjuju, 7. julija 1934 je Franc Karun umrl. Konec januarja naslednje leto pa se je potem Manca poročila z Tonetom Juvanom iz Voklega, ampak je ostala na tej domačiji. Potem je 2. svetovna vojna, bi rad na kratko omenil še en zanimiv film, namreč v nacistični Nemčiji so posneli film Titanik. To je bil tak megalomanski propagandni projekt od ministra Goebbelsa, ki naj bi prikazal lakomnost britanske aristokracije, ki je v pehanju za hitrostjo ladje in profitom pozabila na varnost ljudi in tako povzročila nesrečo. Tako da nasproti zlobnim Britancem pod vodstvom Brucea Ismaya, na tej desni sliki levo, nastopa racionalen in pogumen nemški oficir Petersen, torej skrajno desno, ki opozarja na bližajočo se nesrečo in potem med njo ravna junaško in rešuje otroke in tako dalje. Zdaj, režiser tega filma se je nekoč kritično izrazil o nemški vojski in je bil zato aretiran in je potem v ječi pod navednicami izvršil samomor. Ko je bil film vendarle posnet po številnih težavah, se je izkazalo, da te podobe kričečih ljudi izbujajo zelo očitne asociacije na koncentracijska taborišča, tako da kljub vsemu vložku so film prepovedali v Nemčiji in praktično ni bil dostopen po koncu vojne. Ladja Cap Arcona, ki je v filmu igrala Titanik, je bila potem tik pred koncem vojne napolnjena z jetniki iz koncentracijskih taborišč, torej, in Nemci so jo pustili plavati po nekem morju in so tudi dopustili, da so jo zbombardirali Angleži, ki niso vedeli, kdo je na krovu. Tako da v tej nesreči je umrlo 3-krat več ljudi kot na samem Titaniku. Potem nov val zanimanja za Titanik se je začel sredi 50-ih let. Takrat je en ameriški pisec Walter Lord objavil zelo popularno knjigo A Night to Remember, v kateri je tako zanimivo, moram reči, sem prebral, berljivo celoto povezal spomine 63 preživelih, ki jih je osebno intervjuval, in razne druge vire, na podlagi katerih je rekonstruiral potek zadnje noči Titanika. In še do danes velja to za temeljno in nepreseženo knjigo raziskav o Titaniku. Tudi slovenski prevod je bil že zgodaj na voljo, je šel čez 6 let, samo pod enostavnim naslovom Titanik. Se tudi še danes da dobiti v knjižnicah to knjigo. In na podlagi te knjige so
leta 1958 posnel istoimenski angleški film, ki se je držal dokumentarnosti knjige in zaradi solidnih posebnih učinkov je bil tudi najdražji do takrat narejeni britanski film. In po točnosti še danes za marsikaterega raziskovalca velja za najboljši film o Titaniku, in vrteli so ga tudi na Gorenjskem, kot kaže tamle izsek iz takratnega kinosporeda. Leta 1960 je bila Manca, zdaj Manca Juvan, povabljena v ZDA na proslavo povezano s Titanikom. Plačali naj bi vse potne stroške, ampak potem se je nekaj zapletlo in iz tega ni bilo nič. Vseeno so ji karto za potovanje potem plačali sestra in brata, tako da je lahko potovala v Detroit in Cleveland in obiskala svoje sorojence in še bratov grob v Detroitu. V ZDA je potem ostala kar pol leta in tja je odplula z ladjo. Namreč ni potovala na letalu, ker se je bala letenja. Tako da dogodek je zbudil zanimanje v lokalnem tisku v Ameriki, tako da Manco so večkrat intervjuvali in zanje je povedala, da je na poti zelo uživala in da ni bila nič zaskrbljena. Ko se je vprašali, kaj v ZDA je najbolj zanimivo, je naštela 4 stvari. Valentinovo, množica avtomobilov, lepe veleblagovnice, telefoni. Pozneje so domači še enkrat poskušali spraviti v ZDA, ampak je bila karta predraga, so rekli, da bi morali za njo prodati 10 domačih volov, tako da Manca potem Amerike ni več videla. Doma je večkrat obujala spomine na nesrečo, največkrat v pogovorih s svojim bratrancem, ki je bil eden od sinov Janeza Markuna in ki jo je redno obiskoval. Tako da zgodbo je mnogokrat slišala tudi Ana Juvan iz Mengša, ki se je v 60-ih poročila z Mančinim sinom Marjanom Juvanom in se tudi preselila na njihovo domačijo v Miljah. Tako da enega od zadnjih intervjujev je Manca dala za TV Ljubljana leta 70, ko je na tržnici na Jesenicah intervjuval Tomaž Terček. Da v pogovoru se je spomnila na bolnico v New Yorku in oskrbo, ki jo je tam dobila, torej že omenjenega mleka in obleke, in same nesreče pa se ni več dobro spomnila. Kmalu zatem, septembra 1971, je Manca umrla. Stara je bila 64 let. Tole je osmrtnica iz Glasa, kjer je omenjeno, torej, da je preživela Titanik. Pokopali so jo potem v družinski grob na pokopališču v Šenčurju. Tako izgleda ta grob danes, torej ni na njem nobenega posebnega znaka, ki bi dajal mimoidočemu kakorkoli vedeti, da je povezana ena od tu pokopanih oseb s to slavno nesrečo. Ampak ta tradicija družinskega izročila pa traja še vse do danes, ko da preomenjena Ana Juvan je sprejela že ničkoliko novinarjev, raziskovalcev in radovednežev in z njimi delila razne podrobnosti, ki jih je izvedela od tašče. Tako da Manca nažalost ni dočakala novega vala zanimanja za Titanik, ki ga je potem sprožil en ameriški pisec, Clive Cussler. Kasneje se je tudi proslavil z tem, da je odkril ostanke Karpatije, ki je bila potem torpedirana med Prvo svetovno vojno. Cussler je že bistveno prej, v 70-ih letih, napisal roman Race the Titanic, kjer se je poigral z idejo o dvigu ladje na površje. Tako da ta ideja je sicer stara, ker so že takoj po potopu družine premožnih žrtev iskale načine, kako bi njihova trupla spravili na površje. Potem so se pojavili lovci na zaklade, ki so to idejo razširili na celo ladjo. Tako da skozi desetletja se je nabralo na desetine bolj ali manj bizarnih predlogov, od orjaških balonov do žogic za ping-pong. Ob tem pa nihče ni vedel, kje točno se nahaja ladja in v kakšnem stanju je. Tudi dolga leta so predpostavili, da se ladja nahaja v enem kosu, ker so tako pričali pomembni oficirji. In tudi v filmu, ki so ga posneli po Cusslerjevi knjigi, torej se drži tega in je ladja v enem kosu in je izvrstno ohranjena, torej nekako jo uspejo spraviti na površje in torej ne samo, da ni prelomljena, ampak so še dimniki na svojem mestu in jambori in tako dalje.
No, ampak potem, leta 1985, je vendarle prišlo do odkritja ostankov pod raziskovalcem Robertom Ballardom in ta novica je seveda zaokrožila po svetovnih medijih, kot je tukaj novica na New York Timesu, pa potem National Geographic. Skratka, Robert Ballard je prvi uspel dokazati, da sta primec in krma ladje vsekakor ločena in da se je ladja prelomila na dva dela. Tako da ta najdba je tudi potrdila, da je ladja v zelo krhkem stanju in da ni nikakršne možnosti, da se dvigne na površje. Posamezne kose so vseeno dvignili in jih dali muzejem ali prodali. Zadnja leta se razvija tudi turizem, ker se premožni turisti spustijo do ladje, ampak so tudi neke zakonske omejitve, da se vsaj v jedro ladje ne posega. No, čeprav so bili narejeni številni intervjuji z Manco in potem Ano Juvan, v Sloveniji dolgo let ni bilo nobene raziskave z področja Titanika. Šele potem leta 1994 je novinar Igor Antič izdal tole knjigo Titanik, mit in resnica, v kateri precej natančno popisuje in zgodovino ladje in nesreče in posledice. V nekaterih primerih si za moj okus vzame pravico, da dokončno sodijo precej kompleksnih vprašanjih o tem, koliko je bil kriv kapitan Smith, o tem, koliko je bil strahopeten Ismay, ki se je rešil, koliko je bil kriv kapitan Kalifornijana in tako dalje. Ampak delo je vseeno dobra točka za spoznavanje tematike. Zanimivo pa je, da v slovenskih žrtvah pa ni Antič napisal ničesar, kar bi mogoče pričakovali v knjigi o Titaniku slovenskega avtorja. No, tako da knjiga je zbudila nekaj zanimanja za ladjo spet pri nas, tako da je bila seveda dober temelj za verzijo Titanika, ki jo vsi najbolj poznamo, torej Cameronov film, ki je potem prišel 3 leta pozneje, 97, in tudi pri nas podaril rekorde gledanosti. Tako da režiserja Camerona je ta zgodba o ladji obsedala že dlje časa in najprej se je potopil do same ladje in potem v Mehiki zgradil podrobne replike zunanjosti in notranjosti ladje, kjer je potem lahko posnel svoje delo, nagrajeno z 11 Oskarji. Ker je menil, da je zgodba o Titaniku v resnici čustvena zgodba oziroma zgodba srca, je v ospredje postavil izmišljeni par, ki je tej katastrofi dodal čustveno noto. V slovenščini imamo na voljo tudi neko fotoknjigo, kjer je prikazano ozadje snemanja in ki v bistvu to je naslovnica, to ni DVD ali kaj takega. No in ta film je šla gledati tudi Ana Juvan in je rekla, da je ljubezenska zgodba sicer ni ganila, ampak je rekla, da je film odličen in veren prikaz dogodkov in niti za trenutek dolgočasen. No in zaradi filma se je ponovno seveda znašla v središču pozornosti tudi ona in je torej novinari so jo obiskovali in spet je nastala množica člankov o manjšenih izkušnjah na ladji. Podobno se je potem zgodilo 2012, ko je bila stoletnica potopa, ko je spet dala vrsto intervjujev. Jaz bi še opozoril na enega krajevnega zgodovinarja iz Galesburga, Toma Wilsona, ki pravzaprav edini v ZDA ohranja izročilo o Carunovih. Namreč on je objavil nekaj knjig o lokalni zgodovini Galesburga in je tudi na večjih mestih omenjal Carunove in torej opisal njihovo zgodbo, kolikor se pač to da. In je pri tem, po moje, kolikor vem, edini Američan, ki se ukvarja z njimi. Kot rečeno, leta 2012 ob stoletnici potopa so o Titaniku snimali dokumentarce, objavljali knjige, odpirali muzeje, odkrivali spomenike. Enega so postavili tale, na levi sliki 4 umrlim domačinom v Bosanski Krupi. Na Reki se trudijo postaviti spomenik pogumnim hrvaškim pomoščakom z Karpatije, ampak za zdaj brezuspešno. V Sloveniji nimamo tazga spomenika žrtvam, mogoče bi pa bil Kranj ali okolica primerno mesto tudi zanj.
Skratka, da zaključim, torej Titanik je v tem dobrem stoletju, odkar se je zgodil, nekako prerastel v neke vrste mit, o katerem se zdi, da vsi vemo vse. Tako da, kako mitski je ta potop, že dokazuje, da je pri Francu Karunu in njegovi hčerki najti toliko različic o tem, o kateri sem govoril, torej da ne vemo več, katera med njimi oziroma če sploh katera je pravilna. Tako da mitskost se preliva čisto do ta zadnjih potnikov, do potnikov 3. razreda, tako da ni mitska samo smrt Astorja ali Guggenheima, ampak so mitske tudi smrti teh ljudi iz ozadja. In zato je vedno bolj zahtevno odstranjevati te pajčolane, da bi se prebili do resnice, oziroma je to zdaj mogoče že nemogoče. Prav tako se mi zdi, da imamo mnogi iz nekih družinskih izročil še nekega sorodnika, ki naj bi bil na Titaniku ali ki je hotel iti na Titanik, tudi jaz. Namreč po družinskem izročilu naj bi bil na njem tudi moj prapradet Jožef Vode, ampak ni dobil vseh dokumentov, zato je v ZDA prišel naslednje leto in res sem ga našel upisanega potem med prišleki v Ellis Islandu 1913. Skratka, konec koncev verjetno res, da resnice o potopu, to je kaj se je zares zgodilo, da tega ne bomo nikoli izvedeli, ker v bistvu, če pomislimo, 2/3 zgodb ne bomo nikoli slišali, torej vseh tistih ljudi, ki so v nesreči umrli. Kljub temu pa je to, kar imamo, pač zadostuje, da se kladi vračamo vedno znova, je nekaj privlačnega v njej in seveda čim več ukvarjanja z njo bo mogoče prineslo še neka nova spoznanja in interes za zgodovino je pa vedno nekaj, kar velja pozdravljati. Hvala za pozornost, dolg sem bil, ampak ste bili potrpežljivi z mano.